ker verjetno mi ne boste verjeli, če vam rečem, denar je samo energija. Na prvo, tako v teoriji, mogoče kdo je to že slišal, ampak dejansko denar je ful energijski in je samo energija. In zdaj bom to probala dokazati s praktičnim primerom. Naprimer, vi delate v službi, imate plačo 1000 evrov, en mesec. Imate tečnega šefa, ful dela, sodelavke, vse. In zdaj se nič ne spremeni. Vi delate vsak dan do 5 popoldne, pridete utrujeni domov, greste malo počivati. Zdaj se nič ne spremeni. Vaša služba ostane enaka, vaš šef ostane enak, sodelavke enake, otroci enaki, vse enako. Isto časa morate delati, samo plačo vam dvignejo iz 1000 evrov na 10 000 evrov mesečno. A imate vi, ko pridete domov po službi, popoldne, kaj več energije, kot ste imeli prej, ko ste delali za 1000 evrov, ali imate manj energije, ste še bolj utrujeni? To me zanima, lahko malo komentirate. Imate več energije, se počutite manj izpraznjeni, če zdaj vsak mesec veste, da boste dobili 10 000 evrov, 10krat več, naprimer. Ne glede na to, kaj delate. Ali pa če imate plačo 5000 evrov, zdaj dobite 50 000 evrov. A imate več energije ali imate manj energije? Ali pa, naprimer, da karkoli delate masažo, terapijo za 10 evrov na uro, pa imate vsak dan 5-10 terapij, zdaj pa začnete zaračunavati 100 evrov na uro, pa vam ljudje z veseljem plačajo 100 evrov. A ste kaj manj utrujeni, a se vam zdijo vaše terapije bolj učinkovite? Več energije pišete večinoma, več, sigurno imamo več energije. No, to je dokaz, da je denar v bistvu samo energija. Ker, naprimer, mi smo se, ker niso vam tiste številke na TRR-ju zdaj prinesle, v bistvu pač, denar je samo energija in to si moramo čim prej začeti priznavati. In v bistvu ga tako tudi tretirati. In v energiji ne obstaja pomankanje in tako tudi v denarju ne bi rabilo obstajati pomankanje.